Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je v enoletno brezplačno uporabo prejela avtomobil, prilagojen za uporabnike invalidskih vozičkov. Avtomobil je na razpolago za izposojo vsem organizacijam, ki so financirane iz FIHO. Še posebej so se transportnega vozila razveselili gibalno ovirani. Porsche Slovenija je začel v okviru svojega programa ponujati tudi vozila, ki so prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov. In v začetku te svoje dejavnosti so se namenili prilagoditi eno takšno vozilo, kot ga vidimo za mano, in to je Volkswagen Caddy, ki je podaljšan. In ta je sedaj prilagojen za uporabnike invalidskih vozičkov. Se pravi, možno je preko rampe dostopati v zadnji prtljažni del prostora. Prilagojen je tako, da pač lahko invalide na vozičkih varno prevažamo. Pri čemer smo se v FIHO odločili, da bomo to vozilo dali na razpolago organizacijam, ki so financirane iz sredstev FIHO v letu 2012. Se pravi, vse invalidske in humanitarne organizacije, ki jih mi kot fundacija sofinanciramo, imajo možnost uporabljati to vozilo v smislu izvajanja svojih socialnih ali pa posebnih socialnih programov ali pa za kakšne druge aktivnosti v okviru programov, ki jih pač izvajajo. Ja, če rabiš pomoč, povej, veš. Gibalno ovirani imamo kar veliko težav z mobilnostjo. Zdaj v Ljubljani, v mestu, če imaš, ne vem, če si malo tako pogumen, samoiniciativen, imaš koga zraven, se nekako lahko prevaža z mestnim prometom. Počakaš pač na prilagojen avtobus in te potem spremljevalec pač ti pomaga na in iz njega. Čeprav tudi pri tem nastanejo težave, ker veliko avtobusov, ne vem, manjka kakšen del, voznik ni pripravljen pomagati, ne vem, se mudi, gužva je. Tako da se mi zdi, da veliko invalidov se raje ne poslužuje mestnega prometa. Kar se tiče taksijev, pa vem, da v Ljubljani en taksi je prilagojen, ampak še to ob določenih urah vozi, tako da praktično nimaš se na koga obrniti. Zdaj pa praktično, če nimaš svojega prevoza, si nekako odrezan od vsega dogajanja, nisi mobilen. Ja, tu se zaveti, da dol ne pade. Vozilo bomo dali na razpolago vsem organizacijam, ki ga potrebujejo, pri čemer je edini kriterij to, da bomo upoštevali seveda čas prijave, ko nekdo izrazi potrebo, in pa seveda bomo poskušali tudi paziti na to, da pač gibalni ovirani imajo neko določeno prednost ali pa prioriteto, ni pa to vezano ekskluzivno na prevoz uporabnikov na invalidskih vozičkih. Tako da tudi, če recimo Slovenska Karitas, na primer, ali pa Rdeči križ Slovenije izvajajo kakšne aktivnosti in potrebujejo samo velik prtljažni prostor in prevoz 5 ljudi, ravno tako lahko ga dobijo kot pa recimo, ne vem, v invalidskih organizacijah. Bolj si aktiven, bolj se udeležuješ, ne vem, raznih družabnih dogodkov, nekako bolj si socializiran, ne skrbiš vnaprej, joj, bo slabo vreme, tja pa ne morem zdaj iti, ali pa potem, joj, raje ne grem. Tako da, če pa imaš pač eno tako opcijo, veš, da ni problema, da te bo lahko nekdo peljal ali te bo prišel iskat, potem nekako, jaz sem, ne bom rekla bolj pogumna, ampak ne vem, bolj se počutim enakovredna ostalim in svobodna, kaj naj rečem, neodvisna. Čeprav po meni znanih podatkih
so invalidi oproščeni plačila davka na motorna vozila v primeru nakupa novega vozila, ki ga bodo uporabljali kot invalidi, pri čemer vozilo ne rabi biti prilagojeno. So pa neki drugi kriteriji glede kubičnih metrov prostornine motorja in pa menjalnika, če se ne motim. Res pa je, da so invalidi pod istimi pogoji upravičeni tudi do plačila carine, vkolikor je vozilo proizvedeno izven držav Evropske unije. Po novem veljavnem zakonu o izenačevanju možnosti invalidov pa so invalidi upravičeni tudi do prilagoditve vozila, vkolikor takšno vozilo potrebujejo. Vse potrebe, ki jih imajo organizacije, lahko naslovijo na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Naša telefonska številka je 01 500 77 00 ali pa še najrajše na elektronski naslov info@fiho.si. In na podlagi pisno izražene prošnje, ki jo dobimo na elektronski naslov, bomo potem razporejali vozilo. Vse organizacije, ki bodo izrazile potrebo, bodo pač v skladu z možnostmi in razpoložljivostmi tega vozila lahko to uporabljala, pri čemer bodo morala upoštevati ta pravilnik, dobila bodo potni nalog in seveda takšno vozilo, kot ga bodo prijeli, ga bodo morali tudi vrniti, se pravi očiščeno z natočenim gorivom in tako naprej.